Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji prve MNZ Maribor. Pred nami je drugi polčas derbija četrtega kroga med domačo Marjeto in gosti iz Miklavža. Kot lahko vidimo, za ta drugi polčas bodo od sredine igrišča krenili nogometaši Marjete, ki igrajo ta obračun v rdečih športnih dresih, na drugi strani pa Miklavž v svojih tradicionalnih črno-rumenih barvah. Prav tako smo videli dve zamenjavi pri domačih in pa ena pri gostih. Pri domačih je v igro prišel številko 6 Dominik Kolar, zamenjal je branilca Goršeta. Prav tako je v igro prišel številko 21 Nejc Ekart. Zamenjal pa je številko 10 Petroviča. Domači so takoj agresivno krenili v drugi polčas. Gorinšek je lepo našel Peterko, toda ta ni najbolje odreagiral. Ekart proti Špehonji. Špehonja proti Franciju, toda prekršek slednjega. Po prvem polčasu gostje vodijo z 0:1. Zadetkom v 11. minuti se je izkazal Novak po napaki Goršeta, ki je, kot že rečeno, za ta drugi polčas svoje mesto prepustil Kolarju. Medtem še en napad domačih. Tokrat je strelom poskusil Gajser, ampak še enkrat več se je z obrambo izkazal Prinek, ki je tudi v prvem polčasu rešil Miklavž, oziroma to je edino resno priložnost, ki so jo imeli nogometaši Marjete, je zapravil, če se lahko tako izrazim, Žunkovič, a vendarle vsi, ki smo spremljali že prvi polčas, vemo, da je Prinek zares izjemno odreagiral in s tem nekako v nevoljo spravil domačo zasedbo. Pri Miklavžu pa je na desni strani obrambe Luka Dovečar zamenjal Visenjaka. Matija Fekonja je s povratno podajo iskal strelca, toda dobra obrambna reakcija domačih in to bo prvi udarec iz kota za Miklavž v tem drugem polčasu. Na izvedbo znova odhaja strelec. Strelec proti oddaljenejši vratnici. Kolar. Nanj je pritisnil Novak. Pametno se je postavil Kolar. Puhner. Napaka Puhnerja, ki je preigraval nazaj v svojo obrambno vrsto. Na levi strani ima veliko prostora Franci. Franci je lepo videl Gorinška, ki je odtekel, toda Fras se je izkazal z dobro obrambno reakcijo in na koncu bo žoga pripadla Miklavžu. Fras je lepo sledil Gorinšku v kazenski prostor in mu s tem nekako onemogočil lažji zaključek. Preletimo še obe začetni enajsterici. Pri domačih v vratih Dobnik, v obrambi Franci, Kolar, Žunkovič in pa Kelc. V vezni vrsti Sufi, Špehonja ter Gajser in še Ekart seveda
In v napadu Gorinšek ter Nejc Peterka, strateg domačih je Sašo Novak, na drugi strani pri Miklavžu pa v vratih Prinek, v obrambi Fras, Gašper Fekonja, Kirviš in pa Luka Dovečar, v vezni vrsti so Dedič, Bračko in pa Buhner, v napadu Novak, Strelec in pa Matija Fekonja. Nekaj težav ima Fras. Še eno zamenjavo v robu igrišča pripravljajo pri Miklavžu. Iz igre odhaja številko 10 Buhner. Seveda nikamor se ne mudi vezistu gostov. V igro pa je prišel številko 14 Jernej Jodl. Out bo pripadel Miklavžu, izvedel ga bo Dovečar. Dovečar proti Strelcu, Strelec in Kelc v dvoboju, lahko rečemo spopad dveh 17-tic. Ekart proti Peterki, uspešnejši Dedič. Dedič je lepo videl tekajočega Dovečara, veliko prostora ima Dovečar, toda pravočasno se je v obrambo vrnil Špehonja, na koncu pa je žoga vendarle nekako prišla do Strelca, ki pa je tokrat dobro odreagiral in Miklavž vodi z 0:2. V 52 minuti so povišali svojo prednost ter domače še nekako spravili v še večje težave in ja, kot vse kaže, je pred nami prvi poraz Marjete v letošnji sezoni. Miklavž enostavno deluje preveč samozavestno. Isufi iskal je Gorinška, Isufi Novak v dvoboju, Gorinšek proti Gajserju, Kolar, Novak, prekršek Isufija. Pri Marjeti so pred to sezono pripeljali 3 nove nogometaše, to so Nejc Ekart, ki je prišel z občinskega rivala Brunšvika, David Francis, Mladine Aluminija in pa Žak Medved, ki je prišel iz velenjskega Rudarja, njegov starejši brat pa nosi dres Slovana. Jasno, cilj rdečih iz Dravskega polja je biti pri samem vrhu lestvice, seveda potihem tudi upajo o osvojitvi naslova, toda danes, če Miklavž pride do zmage, bo posledično prišel do 10. točke in se bo preselil na prvo mesto prvenstvene lestvice. Peterka, še vedno Peterka na desno stran proti Gajserju. Na koncu je v štartu zamudil Fras in to bo prosti strel za Marjeto, zelo blizu kazenskega prostora in zagotovo bo sedaj nevarno pred vrati Prinega.
Gajser je nogometaš, ki ima zares nevarno levico z teh poskusov z roba kazenskega prostora. Bomo videli, ali lahko Marjeta hitro pride do znižanja rezultata na 1-2 in se tako znova vključi v boj za točke na tem obračunu. Gajser, visoko. Čez vrata je sprožil Gajser. V lanski sezoni je za Marjeto največ minut odigral kapetan Kelc, zbral jih je 1160, s 1080 mu je sledil vratar Dobnik. Marjeta je največ zadetkov dosegla v 46 in pa 30 minuti. Mrežo nasprotnika so v teh trenutkih dvoboja zatresli 3-krat, na drugi strani pa je pri Miklavžu v lanskih 13 krogih največ minut zbral Jernej Jodl, ki je pravkar oziroma pred nekaj minutami vstopil v igro. Na igrišču je preživel 1146 minut, povprečno je tako na tekmo odigral 88 leteh. Sledil mu je Žan Visenjak, ki je zbral 1002 minuti, največ zadetkov pa so dosegli v 15, 36, 79 in pa 60 minuti. Mrežo nasprotnika so v tistih trenutkih dvoboja zatresli 2-krat. Miklavž ima tudi v tem drugem polčasu povsem pod kontrolo ta obračun. Dedič z lepo diagonalno podajo proti Matiji Fekonji. Fekonja proti strelcu, ta je poskusil z atraktivnim strelom. Z obrambno reakcijo se je izkazal Kolar, ki zahteva tudi prekršek gostujočega napadalca. Toda to bo prvi udarec iz kota za Miklavž oziroma drugi za goste v drugem polčasu. Bračko proti bližnji vratnici, najvišji v skoku Sufi, se pravi čujem, udarec iz kota je izvedel Novak. Gorinšek je priboril prosti strel za svoje moštvo, veliko prostora ima Kelc. Kelc se podaja v prostor proti Franciju, hitrejši od njega Kirbiš. Povsem mirno te zadeve pred svojimi vrati razrešuje obramba Miklavža. Špehonja. Še enkrat več se je v obrambi izkazal Kirbiš in gol out za vratarja Prinega. Seveda Prinegu se nikamor ne mudi, imajo rezultat, ki si ga želijo, še povišali so svojo prednost iz prvega polčasa, torej Miklavž vodi z 0-2, teče pa 58. minuta današnjega obračuna. Isufi na desno stran proti Kolarju. Vmešal se je Fras ima veliko prostora, lepo proti Novaku. Novak in Žunkovič v dvoboju, uspešnejši je bil slednji. Gajser, še vedno Gajser. Še enkrat več
Dobra obrambna reakcija, tokrat se je izkazal drugi centralni branilec gostov Gašper Fekonja. Izjemno tekmo imata zaenkrat oba centralna branilca, gostujoče vrste Kirbiš in pa Gašper Fekonja, ki na povsem miren način razrešujeta te težave pred svojimi vrati. Seveda, ko imaš v vratih Prinega, si lahko povsem miren, kajti tudi ta popravi še vsako manjšo napako, vsaj zaenkrat je bilo tako. Isufi proti Kelcu. Kelc na levo stran proti Špehonji. Peterka. Dedić pred Ekartom, ki je želel nekako izsiliti prekršek Matija Fekonja. Bračko se je odločil za strel, obramba Dobnika, še enkrat Matija Fekonja visoko čez vrata in izid ostaja 0:2. Out za domače bo izvedel Kolar. Ekart proti Žunkoviču, ta do Kelca. Kelc je iskal Špehonjo, ki se je vključil v napad. Vidimo, da domači vsekakor ne bodo odnehali do zadnjega sodnikovega žvižga, iskali bodo dva zadetka, da mogoče vsaj pridejo do kakšne točke na tem dvoboju. Prekršek je tokrat storil Dovečar, preoster je bil nad Francijem. Prosti strel bo za Marjeto tokrat izvedel Gorazd Gorinšek. Vidimo, da pri domačih pripravljajo še eno zamenjavo ob robu igrišča. Iz igre bo šel številko 8 Špehonja. V igro pa prihaja številko 23 Rok Putrih. Še en napadalec v igri domačega moštva. Bomo videli, kaj lahko Putrih stori. Predložek pred vrata, tako je nevarna podaja šla prav proti Putrihu, še enkrat več pa Prinek. Putrih proti bližnji vratnici, nevarno, kar neugoden predložek je bil to. Ekart, še vedno Ekart, napaka Ekarta, veliko prostora ima Novak, ki ima sedaj, mislim, da med žogo Novak in Dobnik, Novak uspešnejši od Dobnika in Novak je nekako poskusil izsiliti to 11 metrov, ko glavni sodnik ni nasedel in rumeni karton za gostujočega nogometaša. Nespametna poteza je bila to Novaka, vsekakor bi bilo bolje, da bi odšel na zaključek te akcije in morda povišal prednost, to da izid ostaja 0:2. Peterka
neuspešen pri oddaji žoge Nejc Peterka, ki danes nima svojega dne. Fras proti Novaku, lepo Bračko, Bračko proti strelcu na mestu je bil Franci. Putrih, nanj je pritisnil Dedič, prekršek gostujočega vezista. Peterka, veliko prostora ima Peterka, Peterka je pred vrati iskal Gorinška, tako da manjši nesporazum med domačima napadalcema. Pri domačih se je v lanski sezoni med strelce vpisalo kar 10 nogometašev, najboljši strelec kluba pa je bil Nejc Peterka, ki je mrežo nasprotnika zatresel 14-krat in si na vrhu lestvice strelcev prvo mesto delil Štahelom, ki nosi dres Dobrovc, z 10 zadetki mu je sledil Gorazd Gorinšek. Največ rumenih kartonov pa je prejel Isufi, kar 6 rdečega pa pri Marjeti v lanski sezoni niso prejeli. Na drugi strani pri Miklavžu pa so skupno dosegli 21 zadetkov, iz klopi je največkrat vstopil Daniel Valentan, kar 11-krat. Najboljši strelec ekipe oziroma strelca ekipe pa sta bila Ismar Dedič in pa Jernej Jodl, oba sta se podpisala pod 5 zadetkov. Največ rumenih kartonov je prejel Marin Škarica 4, prejeli pa so kar 5 rdečih kartonov, to so bili Cmrečnjak, Dovečar, Joldič, Ornik in pa Senčar. Neroden trk je bil to med domačim vezistom in glavnim sodnikom. Oba sta prejela močan udarec. Bomo videli, ali bosta lahko oba nadaljevala s tem obračunom. Zagotovo neprijetno tako za enega kot drugega. Oziroma nije skupil Ekart, temveč številko 19. Oziroma številko 16, Gorazd Gorinšek. Kot vse kaže, bosta oba lahko nadaljevala s tem obračunom. Nerodna situacija. A hvala Bogu, vse srečno išlo tako za enega kot drugega. Putrih nadaljuje s tem obračunom, tako je na desni strani z visoko podajo iskal Gajserja. Gajser znova proti Putrihu, Putrih se je odločil za strel z velike razdalje, vendar brez večje nevarnosti za Damjana Prinega. Golout za Miklavž, Prinek, seveda gostom se nikamor ne mudi, najvišji v skoku je bil Franci. Kirbiš, brez prekrška nad Kirbišem.
Še vedno Kirbiš, ki je žogo borbeno priboril nazaj, Dovečar vrača Prinegu. Ta proti Matiji Fekonji, višji od njega Franci, Kelc, Bračko. Lepo Bračko, znova Matija Fekonja, pravočasno se je v obrambo vrnil številko 19 Franci, na koncu pa udarec iz kota za Miklavž. Gostje so morda zahtevali tudi 11 metrovku, toda mislim, da je glavni sodnik dobro ocenil, da je Franci zadel žogo, na koncu pa še vedno posest za Miklavž. To bo že tretji udarec iz kota za goste v tem drugem polčasu. Ponovno ga bo izvedel številko 17 strelec. Najvišji v skoku Kelc. Napaka Gajserja. Fras. Mešal se Putrih. Kolar vrača Dobniku. Isufi. Putrih. Lepo Putrih prepušča Žunkoviču. Vidimo, da je Putrih dejansko zavzel mesto v vezni vrsti, čeprav gre po primarnem položaju za napadalca, nogometaša, ki lahko s svojo prisotnostjo v nevarnost spravi nasprotnikovo obrambo. Novak, medtem obetaven napad gostov. Novak, Bračko, še vedno Bračko, toda še vedno Bračko v posesti, na koncu je žoga odšla z igrišča in to bo gol out za vratarja Dobnika, izvedel ga bo Kelc. Kolar vrača Žunkoviču, Isufi. Isufi lepo je videl Peterko, ki se je znebil svojega branilca, toda na koncu prehitra podaja za domačega napadalca. Pri Marjeti se je v lanski sezoni zbralo tudi največ navijačev na njihovih domačih obračunih, kar 191 ljudi je povprečno spremljalo domače tekme Marjete, medtem pa še ena zamenjava pri gostih. Iz igre številko 7 Novak. V igro pa prihaja številko 2 Timi Šantl. Oziroma v igro je prišel številko 6 Marko Colnarič. Kolar medtem mirno vrača Dobniku, Kelc. Isufi proti Peterki, Peterka je odložil Ekartu. Isufi je iskal Gorinška, Dovečar pametno žogo prepušča v out. Gašper Fekonja, Prinek na levo stran proti Matiji Fekonji. Matija Fekonja in Franci v dvoboju, Franci tokrat uspešnejši. Kelc, lepo si je žogo ustavil Kelc, prepušča Žunkoviču. V naslednjem petem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih in
razborljivih obračunov, saj ko pogledamo na papir, kdo se bo vse med seboj pomeril. Pohorje odhaja na gostovanje v Limbušk, Marles Hišam, domači nogometaši zaenkrat zares dobrim izkupičkom, čisto pri vrhu lestvice in seveda bodo na tem dvoboju proti Pohorju, ki je nekako uspel dvigniti svojo formo, tako da bosta obe ekipi iskali novo zmago. In bomo videli, ali lahko Pohorci še dajo prestavo više in morda presenetijo v Limbušu. Brunšvik odhaja na gostovanje v Malečnik, ki se prebuja oziroma še vedno v prvenstvu ne blesti, zeleni iz Dravskega polja pa še vedno pri ničli in kot vse kaže, jih letos čaka krčevit boj za obstanek med prvoligaško konkurenco, medtem pa udarec iz kota za Marjeto proti bližnji vratnici je žogo poslal Putrih. Gorinšek je iskal Peterko. Eden izmed gostujočih nogometašev je obležal v svojem kazenskem prostoru. Glavni sodnik je posledično prekinil igro in bo preveril, kaj je z gostujočim nogometašem. Se kaže, jo je skupil Ismar Dedić. Slednji bo, kot vse kaže, lahko nadaljeval z današnjim obračunom. Da zaključim prejšnjo misel, Duplečani, ki še nekako čakajo na prve točke pred domačo publiko, bodo v petem krogu gostili Peco, ki se vsaj zaenkrat na gostovanjih ne znajde najbolje in bomo videli, ali lahko naredijo korak proti prvim točkam na tujem prav proti Dupleku, ki pa tudi doma čaka nekako, da se prebudi v formi in začne redno nabirati točke. Miklavž, ki je posebej pred svojimi navijači v izjemni formi, tudi danes kažejo, da se prav tako izjemno znajdejo na gostovanjih. V naslednjem petem krogu gostijo Jurovski Dol, ki zaenkrat ne kaže dobrih predstav in kot vse kaže, bodo zelo težko zadržali prvoligaški status. Edino srečo, ki jo imajo, je ta, da ima Brunšvik še večje težave od njih. Marjeta pa odhaja na prvo koroško gostovanje letos, medtem se je Peterka znašel v dobri situaciji za strel, toda visoko čez vrata je sprožil napadalec Marjete, ki jo, kot že rečeno, v naslednjem krogu čaka prvo gostovanje na Koroškem v letošnji sezoni. Seveda, pomerili se bodo s TAP akumulatorjem v Mežici, vedno neugodno gostovanje, še posebej, če so Mežičani v dobri dnevni formi, a Marjeta zaenkrat na teh obračunih proti vsaj na papirju lažjim nasprotnikom vedno znova pokaže dobro predstavo oziroma izkoristi vse svoje priložnosti in tako z odliko izkoristi vlogo favorita. Starše, ki se po porazu v prvem krogu povsem dvignile svoj nivo nogometa in iz kroga v krog prihajajo vse večjo formo in vse večji ritem. Tokrat gostijo Pesnico, ki spada v krog ekip, od katerih smo morda pričakovali nekoliko več. Pesničani še zaenkrat igrajo po sistemu toplo-hladno in bomo videli, ali lahko vendarle dvignejo svoj nivo oziroma se prebudijo pravi trenutek in domačinom iz Starš povzročijo veliko težav in morda celo pridejo do kakšnih točk, morda celo zmage. Rače, ki so sezono odprle pod pričakovanji, bodo na svojem terenu gostile Radlje, ki se kot novopečeni prvoligaš na višjem nivoju znajdejo zelo dobro. Vsem nasprotnikom so se zaenkrat kvalitetno zoperstavili in vedno znova drago prodali svojo kožo. Rače, ki pa si enostavno spodrsljajev ne smejo več privoščiti. Rače so tista ekipa, ki je zagotovo največje negativno presenečenje, vsaj zaenkrat v tej sezoni, pri dnu lestvice na 11. mestu na 4 obračunih, zgolj
3 osvojene točke in seveda, kot že rečeno, spodrsljaja vsi ne smejo več privoščiti, tako da za nogometaše iz Rač v naslednjem 5. krogu proti Radljam šteje samo eno in to je zmaga. Prekršek nad Frasom je storil Putrih, Fras takoj v napad proti Matiji Fekonji, pravočasno izvrat Dobnik. Brez prekrška nad Gorinškom. Gorinšek znova v posesti, še vedno Gorinšek, lepo proti Gajserju, Gajser se je odločil za strel z razdalje, toda brez prave nevarnosti za vrata Prinega. Miklavž zaenkrat povsem mirno zadržuje svojo prednost z 0:2. Seveda nikamor se ne mudi Prinegu, ki pametno krade minute. Najvišji v skoku je bil Colnarič, Žunkovič, napaka Žunkoviča, preveč je bilo teh nenatančnih podaj pri Marjeti, Dedič pa se je znašel v prepovedanem položaju. Kelc, Franci je iskal Gorinška, toda nekaj smole za gorazdega Gorinška v teh trenutkih. Pred nami zadnjih 10 minut obračuna, seveda, ko govorimo o rednem delu. Ekart je storil prekršek nad Matijo Fekonjo. V lase sta si skočila Kelc in pa sedaj pa Zdaj so se vključili še navijači. Bomo videli, kakšno odločitev bo na koncu sprejel glavni sodnik tega obračuna. Morda lahko vidimo tudi kakšen rdeči karton. Rdeči karton za Matijo Fekonjo in rumeni karton za domačega kapetana Kelca in sedaj se morda lahko še situacija nekoliko zaplete. In situacija se lahko še zaplete sedaj. Marjeta bo imela za zadnjih 8-9 minut, morda celo tudi nekaj več, igralca več in
In sedaj so pri Miklavžu se morda nekoliko sami sebi storili levjo uslugo in se spravili v težave za zadnje minute dvoboja. Bomo videli, ali lahko Marjeta izkoristi to prednost igralca več in morda celo z 2 zadetkoma nekako pride do kakšne točke. Ob igrišču se pripravlja nova zamenjava pri Miklavžu, iz igre odhaja številko 8 Dedič. V igro pa bo prišel številko 9 Gašper Ornik. Seveda Ornik je nogometaš vezne vrste, ki lahko v defenzivnem smislu precej pripomore svoji ekipi, da bo do konca nekako uspela zadržati prednost. Bomo videli, kaj se še lahko zgodi na tem obračunu. Seveda pri Marjeti bodo sedaj poskušali izkoristiti igralca več. Mislim, da lahko pričakujemo pravo ofenzivo domačih. Kelc na kratko proti Sufiju. Kirbiš in Peterka v dvoboju. Seveda moško močno igro sedaj spremljamo. Sam ne bi izključil, da še lahko vidimo kakšen rdeč karton na eni ali drugi strani. Iz avta Žunkovič proti Sufiju. Gostje so se sedaj povsem povlekli na svojo polovico. Gajser. Gajser, napaka pri oddaji žoge Gajserja. Kelc. Na levi strani ima povsem samega Žunkoviča, videl ga je Kelc. V prepovedanem položaju se je znašel Gorazd Gorinšek in zapravljen napad domačih. Prinek bo izvedel ta prosti strel za gostujočo zasedbo. Menjava pri gostih iz igre številko 17 Strelec, v igro pa prihaja številko 19 Gregor Škofič. To so več ali manj taktične zamenjave pri gostih. Žunkovič višji od Jodla. Iz avta bo za Miklavž metal Dovečar proti Škofiču. Škofič seveda zna takole zadržati žogo in nekako obdržati posest za svojo ekipo. To je sedaj še enkrat več tudi dokazal. Dovečar tokrat iz avta proti prekršek Gorinška nad Kirbišem.
Bračko na levo stran proti Colnariču. Agresivno, kvalitetno Colnarič. To je tisto, kar sedaj potrebuje Miklavž, seveda čim več nekakšnih teh prekinitev, da ni žoga v igri in da teče čas, saj imajo prednost z 0-2, Marjeta pa, če bo želela do kakšne točke, nujno potrebuje hiter zadetek. Žunkovič, nanje pritisnil Bračko, Isufi. Lepo Isufi proti Ekartu, veliko prostora ima Ekart. Toda še nesporazum več v domačih vrstah. Pametno Prinek. Kelc na mestu, toda žoga bo znova pripadla Miklavžu in vse se zaenkrat odvija po notah miklavških čmrljev, ki tako bodo vseeno, kot vse kaže, brez večjih težav zadržali to prednost, ki jo imajo. Žunkovič na levo stran proti Franciju. Franci Gorinšek mimo Dovečarja proti Isufiju. Na desni strani se vključuje Kolar. Isufi se je odločil za nekakšno podajo v sredino kazenskega prostora. Škofič pritiska na Kelca. Prekršek Škofiča nad domačim kapetanom. Gajser. Putrih. Na mestu je bil Gašper Fekonja. Kelc mirno proti Franciju. Franci Kirbiš uspešnejši od Žunkoviča. To bo žoga za Miklavž. Dovečar bo izvedel out. Napaka Francija, povsem sam je bil domači nogometaš. Sreča za Škofiča, veliko prostora ima Colnarič. Na desni strani se mu odkriva Bračko. Colnarič se je odločil za samostojno akcijo na koncu. Obramba Dobnika in izid ostaja 0-2, morda bi bilo bolje, če bi Colnarič na desno stran podal proti Bračku, vendarle kljub temu, da niso dosegli zadetka, so prišli do udarca iz kota in tako bodo imeli na razpolago še nekaj trenutkov, da ukradejo nekaj časa domačinom, kot bo izvedel Ornik. Ornik je našel Colnariča, visoko čez vrata je sprožil slednji. Ekart. Kolar z visoko podajo proti Žunkoviču, ta je bil višji od Kirbiša. Dovečar pametno izbija, vsekakor pri Miklavžu ne želijo ničesar prepustiti naključju. Tečejo zadnje minute tega obračuna, še vedno imajo prednost z 0-2. Isufi s podajo proti Gajserju, prehitra podaja za slednjega in tretja minuta podaljška se je pravkar iztekla, teče že četrta. In mislim, da lahko rečemo, da so pri Miklavžu tudi to, oziroma te manjše težave z igralcem manj uspešno prebrodili in bodo na koncu danes povsem zasluženo prišli do vseh 3 točk.
Koprinek. Je iskal Colnariča, Isufi. Isufi takoj v prostor pošilja Gajserja. In še enkrat več Gašper Fekonja z izjemno obrambno reakcijo. Zares izjemna predstava gostujočih branilcev. Predvsem tukaj apeliram na centralna branilca. To sta Kirbiš in pa Gašper Fekonja, ki sta storila bore malo napak na tem obračunu, kar je tudi botrovalo k tej zmagi gostov. Ornik proti Colnariču, dovolj hiter Colnarič. Lepo Colnarič. Nekaj nešportnih trenutkov na obeh straneh. Nekaj nezbranosti strani sodnikov v teh trenutkih. Eden izmed nogometašev Miklavža je obležal, toda glavni sodnik ni prekinil akcije domačih na srečo gostov. Marjeta kljub vsemu ni uspela odigrati nič pametnega oziroma nič omembe vrednega. Colnarič je, kot vse kaže, čeprav ni izgledalo tako neugodno, prejel močan udarec. V desni gleženj vsekakor vse prej kot prijetna situacija za Colnariča. In Nejc Peterka je prejel rdeči karton zaradi nešportnega udarca. V vezni vrsti je nešportno odreagiral ob Bračku in tako si prislužil rdeči karton. Videli smo kar dva rdeča kartona na tem obračunu. Pri domačih ga je prejel napadalec Nejc Peterka, pri gostih pa Matija Fekonja. Na tem obračunu smo videli praktično vse, od petelinjenja do ostrih prekrškov, do lepih situacij za zadetek. Na koncu pa bodo povsem zasluženo do zmage prišli gostje, ki bodo tako preskočili Marjeto na vrhu lestvice in prišli na prvo mesto po 4 odigranih krogih. Na koncu zaslužena zmaga Miklavža z 0-2. Preletimo še strelce na tem obračunu. V 11. minuti je goste v vodstvo povedel Novak, nato pa v 52. za piko na i še strelec in končnih 0-2. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in ljudno vabljeni tudi k ogledu naslednjih obračunov na našem televizijskem kanalu.